Zdravo, Maja. Ti si Maja Založnik, marsikdo v Sloveniji te ne pozna. Povej, zakaj te ne poznajo, kaj delaš in zakaj te še bolj poznajo? V bistvu, nekateri me že poznajo mogoče iz talent showov, Slovenija ima talent, Popstars, Bodi idol, misija Eurovizija je bila nazadnje in pa zdaj ta znani show The Voice of Germany. In zaradi tega voice-a, tega talent showa, mislim, da me bojo še ljudje pobliže spoznali in vedeli, kdo sem, da sem pevka, ki živim zato, da lahko stojim na odru in da ustvarjam glasbo in da lahko prepevam. Reči si še študentka, si kdaj študirala, kaj si študirala? Ja, študirala sem turizem na Bledu, tudi v Mariboru sem hodila v srednjo šolo, to je že kar nekaj časa, 2004. Zdaj pa trenutno se ukvarjam samo izključno z glasbo in s petjem. Delala sem tudi nekje 7 let v turistični agenciji, rada spoznavam nove ljudi, potujem in vsak izziv je nekaj novega, kot tudi ta The Voice izziv in se pravim, moje življenje je glasba in živim za glasbo in za oder. Povej, ti je pomagalo to znanje turizma oziroma nekega povezovanja z ljudmi, nekega odnosa, ti je pomagalo to pri tem, da si zdaj prišla v Nemčijo, da si pevka kot si? V bistvu lansko poletje sem bila z bandom Soul Cruise na eni križarki, AIDA se imenuje in je tudi nemško govoreča ladja, tako da sem se v bistvu že tudi malo podučila še v nemščini. Nemško govorim že srednje šole, sicer je bilo treba kar malo veliko vaditi in se spet nazaj noter v ta občutek, feeling prideti. Tako da tudi zaradi tega, ker smo se v šoli učili in tudi verjetno zaradi lanskega poletja mi je Nemčija in pa sama Nemčina toliko blizu, da sem rekla, da bom jaz poskusila svojo srečo, če mi uspe na tem talent showu. Kako se odločila, da sploh greš tja? V bistvu lansko poletje, ko sem se vrnila z ladje, sem čakala še na kakšno novo pogodbo in ni bilo nič iz tega in sama urejam in rihtam koncerte, promocijo in vse. In sem nekako razmišljala, ok, dej bom se za foro probala prijaviti na The Voice of Germany. Sicer 4 leta nazaj sem se prijavila na X Factor, sem na tudi minilo, ampak nisem šla čez vse te prejšnje audicije skozi. In sem rekla, ok, se bom prijavila, tako da sem letos marca šla v München, sem imela 3 castinge, potem sem bila povabljena v Berlin med 200 najboljših in pa mi je potem končno uspelo verjetno na blind audition in bom tudi predvajana na televiziji. To je to. Prej sem slišala intervju na Radio Center, ki si ga tudi ti objavila in so rekli, vsi slovenski talenti odhajajo v tujino. Zakaj? Ja, v bistvu mislim, da zaradi tega, ker ne dobimo dovolj pozornosti tukaj. Eni in isti so bolj kot ne v ospredju in mi iz ozadja, kot sem že tudi na kakem intervjuju povedala, se težko prijemo naprej. Sicer s temi talent showi jaz opozarjam nase in hočem predstaviti se, da sem pevka in da ustvarjam in da pojem in nekako mi s tem ni uspelo, zato sem bolj razmišljala, ok, Slovenija je mogoče premajhna za mene, dej probaj tujino, idi ven, kar bo pa bo, nič nimam za zgubiti in tako sem se pa tudi odločila in šla. Itak, zakaj pa ne? Povej, kot si rekla, nemščina ti ne dela problemov, si delala v turizmu, sama sebi delaš promocijo. Opazil sem, da promoviraš sama sebe oziroma pač širiš to neko tvoje delovanje, prvo na Facebooku, Twitterju, Soundcloudu, vse to. Zakaj treba pevki, kot si ti, to v bistvu delati? Samo promocijo? Samo promocijo, ker zaenkrat še nisem spoznala ljudi, da bi lahko, ne vem, me poskušali potisniti oziroma mi pomagati pri vsem tem, kar sama delam. Mogoče upam, tudi na nek način računam, da se bo v Nemčiji mogoče to najdel in me poklical, ko me bo videl v oddaji in rekel, čuj Maja, jaz bi pa za tebe želel delati booking, se pravi koncerte organizirati in samo promocijo. Do takrat, dok se to ne zgodi, pa sem za vse sama v bistvu in sama sebe najbolj poznam in sem vedno iskrena in vse, kar povem, je resnično. Tako da, ja, je treba se ven metati na nek način, da ven prideš, da si opažen. Pa je pri pevki dovolj samo glas ali je treba imeti celo javno podobo? Vidim, ti imaš tatuje, imaš frizurco, imaš te obleke in vse. Je to ful pomembno, da se ti nekdo zapomni, da reče, aha, te je bila Maja? Ja, na nek način ti, kak si oblečen, sporočaš svoji publiki, jih spoštuješ svoje glasbenike na odru in tudi neko spoštovanje do samega sebe. Da ne prideš, ne vem, v trenirki, to so zdaj brez veze rekla, ampak da prideš neurejen na oder.
In tudi pri samem pojavljanju je zelo pomembno, da daš nekaj na sebe. Tako imam jaz tudi, moj prijatelj Boštjan Polanec je tudi naredil to majčko in tudi mi vse oblekce dela in tudi me je oblekel za The Voice. In super sodelujeva, tudi moja frizerka Barbara, frizerski studio Bezloč mi dela frizure, ker so mi nekako v stilu 50-ih, 60-ih sopadajo tudi tatuji in jaz se mi zdi včasih, da bi mogla v tistem času se roditi, ker mi je res ta stil zelo pri srcu. Tudi imam eno skupino deklet, Vix and Bomb Gang, se pojavljamo na raznih rokavih dogodkih in delamo ta make-up in te frizure iz 50-ih, 60-ih in res se imamo fajn. Tako da ogromno je pomembno, koliko jaz gledam iz tega vidika, da si urejen, da daš nekaj do sebe, ker spoštuješ poslušalce in svoje fans. Hast du Spaß gemacht? Wirklich so toll. Aber wenn Sam hat umgedreht, ach, das war wirklich er ist mein Lieblingscoach und er ist super.